Dragi Seba, za tvoj 28. rojstni dan ti želimo sreče, ljubezni in predvsem zdravja. Tvoji sodelavci. Tako? Ja, v redu je. Podpišite se. Kaj delate vi? Patrik je pijan zbil psa od župana. Mi imamo tudi navado, da se dobimo, če kdo praznuje, pa spijemo eno pijačko ali pa dve, ampak pa gremo. Sebastian je pa tlele na kupu robe za 30 ljudi. Jaz ne vem, kako si on to predstavlja. Całkejden ziemiele je kumaj zełzdjele kadija kadeja kadija kado. Vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Seba, vse najboljše za te. Polterka. Hvala vam, hvala, res. Hey, thanks. Jaz bi sam povedal, da nisem zbil psa od župana, no. Ma daj prebol pizda, no, nabiješ. Oprosti, ampak res meni pač ni pasal, da si nekaj smislil to. Kaj zdaj to važno? Dej sam, dej ta, da je upisano. No, dobro, vse najboljše, pa veliko sreče, pa zdravja, pa uspehov, pa ne vem, ti že veš, kaj si želiš, ne? To je pa nekaj malega od nas. Pač res ne je bravelno, ful vam hvala. Ajde, vidim. Ja, to si ti. Darilni bon za tatu v vrednosti 150 evrov. 150 evrov, ste prefuknjeni. Ja, ko si govoril, da hočeš še en tatu, pa smo rekli, da bomo še mi kaj dali zraven, ne? Ej, ful vam hvala, resno. Pač res ne je bravelno to dati. Thanks vsem, no. Seba, vse najboljše ti želim za Danes pa bo rock'n'roll, a? Pa, veš kaj, želim ti veliko uspeha. Rock'n'roll, pravim, da bo. Pa vse, kar si Ja, zabil. mogoče. Pač res ne je bilo treba. Dej, kaj piješ? Poslušaj, pa kakšno teto. Imam še, hvala. Ampak pazi, da bo spodobno. Sej še dolgo noč, ne? Ne si pameten. Renato, 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 ti voglio bene, non l'hai capito. Renato, 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 se non mi baci non vivo più. Renato, 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 la serenata che ti ho cantato. Oh, oh, Renato, 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 vuol dire che morirò per te. Pa ti nisi normalen. Vse najboljše te stane. Ej, hvala ti. Veliko seksa. Ej, enako. Kaj naj s tem delam? Kaj ti misliš, da jaz delam doma drugače? Ja, ne vem, mogoče ti je okej prvo prišlo, kaj se. Iskreno dvomim, ampak hvala ti, no. Če ne drugega za viski. Jaz sem te šel po darilo. Vse najboljše. Ej, hvala ti. Dobar dan. Pa kje ste vi? In? Živo, dobar dan. Tle smo ti neki, zate ena malenkost. Pa ne me jebate, ni to resno? Ja, vse najboljše. Fak, model. Se vi zajebavate, pa zakaj ste mi kupili nov boks? Zato, ker takega ima zdaj za en kurec. Vse najboljše. Hvala ste. Model, no. A ja, drugač, to so fanti iz mojega benda, Analna indoktrinacija. To je Koco, Vital, Jerry pa Slavc. Fak, hvala fanti, no. A tako se imenuje njegov ansambl? Ja, očitno, ne vem. Ej, sploh ne vem, kaj ne rečem. Hvala. Nič ni treba govoriti, to je treba sprovat. Kako se nimam basa? Kaj nimaš basa? Ne, res ste šli prav, Ja. plec iskat. Oh, fuck. Čak, na, da je tvoj. Daj, Jerry, del klop temu zadnje. Kaj dan tle? Je. A bo to zelo na glas? Ja, bo, ne? Ja, kaj pa, če pol rajši ne bi...
Kaj pa ta plan z Brino ni šel nekaj čeza? Ne, se počasi premika. Mene zgledali. Zdaj sem jo par dni pustil pri miru, da malo zadiha. Danes pa ne morem obljubiti, da jo bom. Boš kurec, ja. Čas po čas. Danes je tukaj z mano uradni eksorcist Rimokatoliške cerkve v Sloveniji, gospod Marjan Veternik. Mogoče lahko za začetek na kratko opišete, kaj to sploh je za tiste, ki ne vedo. Eksorcizem to je tujka, pomeni izganjanje hudega duha. In tam pride potem do različnih reakcij. Eni začnejo preklinjati, eni začnejo besneti, so nasilje pokažejo. Potem se uporablja blagoslovljena voda in tam pri blagoslovljeni vodi zanimivo, recimo nekdo, ki je obseden, ko ga jaz pokropim, bo reagiral in bo rekel, peče me, tam, ki mu je kapla vode padla na kožo. Ne. Takrat je tudi taken znak, znamenje, da ga res hudič muči. Jaz sem videl v enem intervjuju, ko ste eni novinarki razlagal, da pride včasih tudi do levitacije, da se včasih da lahko celo malo dvigne iz stola in je bila čist začudena. Meni se zdi, da je to čist normalno, da so tu neke osnove tega satanizma, da če pride do obsedenosti s hudičem, pride v paketu tudi levitacija zraven. A so ljudje dostikrat presenečeni, ko razlagate take zgodbe, se jim zdi to čudno? Ja, ne presenečeni, tudi ko to doživijo, recimo, ker jaz vedno je dobro, da je kak človek zraven, nisi jaz nikoli sam z pacientom, če gre za obsedenost, potem se 2-3, da ga recimo držijo, da ga umirijo. In ker vem, za en primer sta bila 2 taka, ki sta bila bolj ali manj oddaljena od cerkve, ne? In ko sta to videla, sta rekla, takega verouka nispa še nikoli imela. Zdaj, moj kolega, ki tudi verjame v Boga, pravi, da v obsedenost pa ne verjame in ne verjame v levitacijo. Pravi, veš, jaz zjutraj, ko vstanem, imam na težče 150 kil, ni šans, da bi mene zlevitiralo v zrak. Ne. Ja, pravim, v redu, ampak na ta način se pa ne boš zavarval. Sej hudič pride lahko tudi v drugih oblikah. Lahko pride v oblike zamaščenih žil, lahko pride v oblike sladkorne bolezni, pol pa ti ne bo eksorcist nas več pomagal, ti lahko pride sam še blagosloviti tisto žagco, preden ti odrežejo nogo. Kaj pa vi ponavadi svetujete ljudem, ki ne verjamejo tudi, da jih hudič lahko obsede? Jaz niti nobenega ne to nasilim. Ne. Jaz imam veliko svojih kolegov, duhovnikov, ki ne verjamejo, da hudič deluje. Ne. Pa vam povem, veste kaj, pridi kdaj, ko bom imel kakega pacienta, pridi pa boš videl. Ker sem bil še mlajši, sva šla enkrat z mojo punco, sva hodila dosti po diskotekah, pa sva šla na obalo, takrat je bila ena znana diskoteka Ambasada Gavioli. Sva šla tja, prvo je fajn, smo malo žurali, malo smo klepetali, malo smo tudi kaj popili, potem je šla pa ona na stranišče. In ko je prišla s stranišča, je bil to čist spremenjen človek. Ona je kar naenkrat znala plesati, vsa je bila prešvicana, kar skup je dol pala, pena se je naredila na ustih in je kar z očmi začela zavijati. No, takrat sem pa jaz prvič videl, da hudič dejansko obstaja. Me pa zanima, zakaj hudič preži na mlade v diskotekah. Je to mogoče zato, ker ve, da tam ne bo duhovnikov? Spomnim se enega zanimivega predavanja, ki ga je imel znani italijanski egzorcist, ko je imel enega pacienta, je iz tega pacienta hudič spregovoril in rekel, diskoteke, to so moji templji. Ne?
Ej, tukaj imaš ključe, lej. Ko boste končali, pospravite pa zaklen. Ne, se jaz tudi grem zdaj. Ja, kdo pa zaklenil? Dej seba tu ključe, pa bom zaklenil, a ne? Lepo te prosim, ustan. Enih mora imeti pod kontrolo. Drugač bojo razbili tole bajto. Pa sej nič kaj tazga ne delajo. Točen veš, da takrat, ko bom jaz šla, bo tukaj rastor. O polnoči jih nažen domov, še prej pa pospravite. Ne vem, no. Zdaj si ti odgovoren za bajto. O polnoči te pokličem. Čau. Kaj zdaj? Neč, Breda je šla. A je šla? Top. Ja, ti ne greš šla, ne, valjda? Ne, se jaz bom še malo stal, ja. Super. Napiši ti pa na bolho, ful dobro hranjena, 2 ure pa pol. Pa prijem tja, imamo v garaži kar na tleh. Brez kufra. Ko je dobro hranjena, če brez kufra, ne me jebet, mona. Ej, zdaj je Breda končno šla, tako da lahko malo bolj proper zažuramo, a ne? Opala! Sem, dej ne pretiravati, no. Ej, no in tle mene povabi tale šef dol. Rabimo enega tacga kot ti. Kako pa je kaj sebak tale drugače? Ma kaj se vem, da vem. On, ne rečem, se zmontira kakšno stvar, ajde, ne. Neko silo rabiš, a ne. Imaš idejne ljudi, ki projecirajo. Tako kot ti. Tako, ja. Imaš pa delavce, ki delajo. To je isto v mravlišču. Imaš mravlje, ki nosijo neke cukrčke, pa imaš matico, ki potem z teh cukrčkov zna narediti nekaj, da bodo se vsi najeli, ne. Tam je finta. Ti toliko veš o vsem, stari. Jaz sem dal že nekaj izkušnj življenja, ne rečem, da ne. Zakaj je pa prast tam na sredini? To je moje, A ta beba je samska? Ja, tudi mene zanima. Ja, je, sam po mojem, da ne bo več dolg. A znate pa li? Kaj bi se vsaj. Ne, ona je vsebata. Ma dajno. Kva pa vseh vidiš, da sta skozi skrb. Skozi se nekaj spogledujete, skozi se nekaj hecata. Še Breda me zanj pošala, če sta skrb. Pa kaj govoriš, kar nekaj na pamet, pizda, odkite to? Meni se je tako zdelo, ko se razbureš. Ja, kaj pa, če je ona koga drugega? Koga? Ja, kakšnega drugega sodelavca. Ja, meni je rekla. Je rekla, da si kreten, nisem tebe mislil, ne? Čak, koga je zdaj ta Brina? Ma Brina ni vseba ta, ona se sam vrti okoli njega, da bi naredila mene ljubosumenga, no. Pizda, koliko ne veš tega, no. Ne, ene to delajo. Kristina s pristranka je isto taka. Dobro, to ne vem, ampak ima pon človek. Ene to delajo. In kaj boš zdaj? Kaj pizda, kaj? Šel bom do nje, pa je bom vprašal, če že pripravlja nam ta pravega moškega, kaj? Break a leg. Evo, ena pijačka. Thanks.
Sin? Kaj, ti pa kar sama tukaj, ali kaj? Ne, s Sebotom so drugače, same šolih na WC. Kaj, že slab, ali kaj? Ne, sam Lula ti šel. Ej, sem te frende od Sebata, so pa tudi eni debilčka, niso. Malo so osebni, ja. Ne, ki jih prav vidim, no. En bolj čuden, kot ta drugi. No, se Seba pa tudi, no. Prav veš, da paša v to družbo, a ne? Meni je on fajn. Ja, viš, on je te fajn zato, ker se trudi. Ampak on pred tabo igra najboljšo verzijo samega sebe. On je zvit in točno ve, kje je tipke mora pritiskati, a veš? In kaj to tebe skrbi? Ja, ni iskren, no, misli sam na svojo korist. Kakšno korist? Lej, čist kot je on povedal, on te sam nabrisal, ke strelo. Maja. Ja, ti me pa ne bi, okej. Ja, mislim, a veš, pač sej, ne vem, no, mislim, sej. Se pa. Ne, ampak. Ampak jaz sem jo dobil sam zato, ker imam feelinga, da so Pa ona njena friendica bi ona balerina. Svaka čast. Noro, stvar. In? Ko je rekla? Je rekla, če bi jo nabrisal. Ti si taka fucking legenda, oh my god. Jo, ko bom direktor, ko bom jaz direktor, bom isti kot ti. Ej, a veš kaj bom rekel? Ti si en nasty Harry Potter motherfucker, okej? Jo, veš kaj bom še rekel? Ej, jebeš Ginny, Harry Potter bo danes nezvest, okej? Ej, the boy who cheated. The boy who didn't give a fuck. Yo, this is the boy. Ja, Bredi. Ne, še pospravljamo, ja. Ne, še par pik sem. Ja, bom mogel iti. Ja, bom povedal, ja, prav. Čau. Ej, Slavko, no. A si v redu? V redu. Pa kako v redu? Pa to se bo vse zasušil se bo, no. Ne, jaz nisem rekel, da je grda. Ampak the chosen one. Ja. Izbranec mu lahko katero koli pičko bi hotel. Ne pa jebeno Jimmy, če razumeš, kaj ti hočem povedati. Ja, imaš Hieronimo, imaš Cho, imaš Mato de Malfoja, imaš Rito Skito. Ja, ne. Ginny je boljša od vseh, ki si jih naštel zdajle. Ne štekaš, se vsem kurac, brez veze. Ti se raje za fuk proštimi. Kaj se tu pogovarjate kar neki? Ne, se sem sprejeman, ko moče kakšno rečemo. Ajde, gremo zdaj pa počasno, dosno. Breda je klicala, morate iti. Eno še kakšno urco, no, pa ugasni to. Kakšno urco, le kakšno je, no. Gor Slavko bruha, tle ste vse zasmrdili, jutr bo živa štala, no. Zdaj, lahko nekaj še žit, Patrik. Le ren zmene z Brino zadajte. A mu lahko ne uničiš tega? Brina pa Seba sta se zaprla v skladišče, tako da dvomim, da bo kaj iz tega in prosim, da greste, no. Res, zdaj pa. Kaj? Kaj vidva delata? Kaj je? Daj, ko je kurac, no? Nas na čik. Kaj pa vrat? Ja, res si dober prijatelj, hvala, no. Dej, Ren, gremo, no. Ren. Dej, Ren, gremo. Ej, kaj pa mu je? Pa dej, sem rekel, da pejte, no, ena je že ura, pa kva zdaj ta dela? Pa ja, se gremo, no. Ej, Ren, dej, pejmo.
Bom jaz prišel jutri prečihtam, pa bom spucal, prav. Kaj boš ti spucal, gled kakšen si, ti sploh jutri na šiht prišel. Pa ja, valjda, da bom. Le, bom jaz spucal, vi sam pejte, prosim. A si zihar? Ja, no, Rem, gremo, no, Rem. In? Pazi, no. Kakšna je scena? Aloh, prosim. Ej, pa kvaj s tabo model, no? Greš, prosim, pejte, no, dajte. Ej, ajde, fajn, ti peva v studio, no. Ne se dret! No, tega so se pregovarjali. Spet je naredila ključeno, tako pač že na zadnji zapuk. Kaj jaz res verjamem. Ren, kva delaš ti? Štekaš. Ja, domov grem. Pa valjda ne greš z avtom domov. Ja, kako pa? Pa pijen si, kvaj s tabo, ne boš šel zdaj z avtom domov? Pa se jaz kar dobro vozim drugače. Daj, pust ga, ne vidiš, da sam pozornost išče, no. Ne fura, če hoče. Daj, pejmo. Daj, Ren, cel večer si pil, ne boš zdaj vozil dam, kvaj s tabo? Odkdaj pa tebe briga zame? Te nehi biti otroči, no. Valjda me briga toliko, da mi ni vsem, če bi se ubil. Ja, to bi bilo pa bedno, a? Ja. Ja, pol ti ni čisto vseeno zame, a? Daj, pet z nami, no. Maja, itak najbrž sploh nočeš, da grem zraven kaj. Hočem, da greš zraven. Ma ne vem, no. Ajde. Gremo, no. Dostkrat slišimo tudi, da nekdo, ki je obseden s hudičem, da ima zelo veliko fizično moč. Torej morate biti tudi vi konec koncev v dobri fizični kondiciji, da se lahko potem zruvate z njimi. A imate bolj taktiko, da rečete, ja, ga bom prklenil, ga bom dal v verige, pa bom varen, ali rečete, ne, ga bom spuščenega, ne bo nas prostosti, ampak bom tudi jaz nekaj na tem naredil, da bom dobro pripravljen, da bom naredil kakšen vzgib, kakšne sklece, kakšen trebušnak. Ne, to ni potrebno, ker jaz se fizično ne ukvarjam z njimi, ne, se tudi ne bodem. Vedno se pravim, takrat mora biti pač nekdo od teh njihovih bližnjih zraven, da ga oni potem držijo. Zdaj ste me spomnil na enega mojega prijatelja Igorja, on je bil vzoren kristjan, je mu vse zakramente opravljene, hodil hmaš, je bil res v redu dečko. Potem je pa kar naenkrat čez noč prišlo do neke spremembe v njemu. Ratov je nasilen, agresiven, ogromno neke jeze je bilo v njemu. In smo se tudi sprašvali, kaj je narobe z njim, celo župnik je rekel, mogoče je pa tudi to obsedeno s hudičem, se ne vem, mama se je takoj strinjala, je rekla, pa bilo dobro mogoče, da obiščeš eksorcista. Igor pa ni hotel, ga je bilo pa nekoliko sram. Sram ga je bilo, da se mu bodo smejali, če bo to rekel. On je potem se sam lotil, je na lastno pest hotel spremeniti stvari, rekel, bom uvedel neke spremembe. Prvo je spremenil prehrano, pa ni nič pomagalo, potem je spremenil službo, ni tudi nič pomagalo, potem je spremenil stalno bivališče, naslov stalnega bivališča, tudi ni bilo neke velike spremembe. Potem je šel celo tako daleč, da je spremenil spol. A mislite, da je to pomagalo? Tudi to ni bilo, nobene pomoči ni bilo. Zdaj pa, poleg tega, da je obsedena s hudičem, je obsedena še shoppingom pa z Joker out. Imate vi mogoče še na svet, kako bi pomagali te punci? Zdaj je punca. Zdaj je punca. Eni se ljudje kar sami lotijo teh stvari, verjetno ni dobro, a ne, to sem hotel reči. Večino se slabo izide. Ja.
ena konkretna skupina v Sloveniji, ki sem jo že prej omenil, je zelo popularna med mladimi, ampak se mi zdi, da je kar slab vpliv za mladino. Imajo te zgoščenke z glasbo. Ena je bila Umazane misli. Umazane misli, vsi vemo, da so tu grešne misli in tako naprej in to dati na eno zgoščenko. Potem imajo Demoni. Vsak, ki se kakorkoli ukvarja s tem, ki je kdaj slišal za kakšno obsedenost s hudičem in tu ve, da so demoni direktno povezani. In potem sem jaz razmišljal, kam gre lahko to naprej, če bodo tako nadaljevali, a bo naslednja zgoščenka umazana dejanja, droge, orožje, ne vem, prijateljice noči, kondomi, kontracepcija, tudi vsi vemo, kakšno mnenje imamo o tem. Sodomija, sploh groza, nimam kaj drugega reči. Sodomija, akustična verzija, v redu, ampak kar se mene tiče, nič boljš. A se vam zdi, da mlade, ki poslušajo tako glasbo, pa ki vidijo take naslovnice zgoščenk, da so bolj dojemljivi do tega, da jih lahko obsede hudič? Prav gotovo, ker to je destruktivna glasba, ki vabi ljudi k potem češčenju satana, ne? Mislim, že tole, te basi, ne? Dobro, si te podlage so še kolikor toliko redo, ampak besedila. Že ta ritem, ne? Ta ritem. Mesec, da se nikad ne skloni, nočas me niko ne voli, samem su moji demoni. Demoni, ne. Prosiva mesec, da se nikad ne skloni, nočas me niko ne voli. Kad nemam tebe, samem su moji demoni, kad nemam tebe. Kad nemam tebe, sa mnom se igraju oni, kad nemam tebe. Sprfuknem ti! Jerry, a skul? Ima kdo še kaj zapušiti?